Sem Toni Kukenberger, doma sem na Gorenjih Ponikvah pri Trebnjem. Sem kmet že zadnjih 5 let, odkar sem zaključil fakulteto. Ukvarjam se s pridelavo in predelavo mleka, tako da ga tudi sami tržimo svoje mleko preko mleka in mlečnih izdelkov. Za naziv inovativni mladi kmet sem bil imenovan zaradi celostne podobe naše kmetije, torej zaradi ekološkega načina pridelave in predelave, ker smo tržno usmerjeni, torej sami tržimo svoje izdelke. Tista zadeva oziroma tisti element, ki je bil pač glavni, je pa prevozno vozišče, ki sem ga v bistvu sam sprojektiral in izdelal, ki nam omogoča molžo krav poleti na pašniku. Namreč krave imamo pozimi v tem hlevu, poleti pa so na paši, in ker je hlev predaleč stran, da bi krave prišle v hlev na molžo, je bilo v bistvu treba narediti prevozno molžo, se pravi, da lahko molžo pripeljemo kravam na pašnik. Nekaj kar velikih projektov smo že zaključili v zadnjih letih. Prenovili smo hlev oziroma prenovili in dogradili. Povsem smo spremenili način reje in se preusmerili v ekološko. Tako da imamo v bistvu v sirarni, ki je trenutno v uporabi, kapacitete proizvodnje popolnoma zasedene. In v bistvu je logičen korak naprej izgradnja nove sirarne, ki nam bo omogočala bistveno lažje delo, pa tudi večji obseg predelave, kar pomeni, da bomo lahko tudi povečali obseg dohodka na kmetiji. Ekološko kmetijstvo je v bistvu ljudem in naravi bolj prijazno kot konvencionalno. Zakaj? Tu imamo veliko strožje omejitve, kar se tiče reje živali, kar se tiče uporabe raznih fitofarmacevtskih sredstev. Torej, to je način kmetovanja, ki veliko bolj v obzir jemlje počutje živali, naprimer ohranjanje zemlje in tako naprej. Zato sem prepričan, da je ta način prava izbira in glede na to, da v Sloveniji tudi ekoloških mlečnih izdelkov, pa tudi na splošno ekoloških kmetijskih pridelkov manjka, v teh razmerah tudi poslovno pravilna odločitev. Recimo znanja s kmetijskega področja so absolutno nujna za delo na kmetiji. Po drugi strani pa so znanja naprimer ekonomije in podobna v današnjem času tudi zelo pomembna. Zelo važno je tudi dobro obvladovanje informacijske tehnologije, ki lahko zelo veliko pomaga pri samem delu. Nam olajša razne evidence, nam v bistvu, ko se pa enkrat začneš ukvarjati s prodajo svojih izdelkov direktno potrošniku, pa seveda tudi izredno močno promocijsko orodje. In to so v bistvu vse zadeve, ki jih je treba poznati, znati in jih seveda uporabljati v svoj prid. Podoba kmetov se mi zdi zelo podcenjena, na žalost. To je posledica česa, to je težko govoriti oziroma je zelo veliko vzrokov. Dejstvo pa je, da kdor je poskusil biti kmet, dobro ve, da je to delo, ki zahteva celega človeka. To ni 8-urni delovnik s fiksno plačo, ampak je delo včasih od 5 zjutraj do 9, 10 zvečer. Kdor poskusi, vidi, da je vsak cent z žulji prislužen na kmetiji. Če govorimo o situaciji v Sloveniji, bi tukaj brez Evropske unije bilo zelo žalostno. Recimo Evropska unija prispeva 75% tega denarja, ki je na voljo na razpisih za kmetijske namene, 25% prispeva Slovenija in pač po zelo zanesljivih virih tega dejansko sploh ne bi bilo, če bi tukaj imela Slovenija proste roke. Tako da tukaj je Evropska unija kmetom zelo veliko prenesla. V Sloveniji, če se zgodi, naprimer, da se meje zaprejo oziroma da druge države, ki nam hrano uvažajo, zaprejo pač svoje poti do nas, v enem tednu zmanjka hrane na policah. Lahko si predstavljate, kaj to lahko pomeni oziroma kaj to sigurno pomeni. No, nihče ne napoveduje ničesar, ampak nihče ne more ničesar zagotoviti. Zato mislim, da je naša politika že vse od osamosvojitve zelo zgrešena, saj se ne ukvarja s tem, da bi zagotovila samo oskrbo, ampak je prevečkrat interes samo to, da se takrat na kratki rok nabere neka sredstva in se pač pozabi na interes, ki ga dejansko država ima. Ta tako zloglasni javni interes ni to, da bo pač vlada preživela, ampak je to, da lahko država preživi tudi v negotovih razmerah. In mislim, da je tu storjenega premalo oziroma praktično nič.
tu bi morala Slovenija narediti še veliko.